Prav lep pozdrav. No, danes smo se zbrali ravno na Miklavževo. Pomeni, da nam je Miklavž prinesel slovenske pravljice, pesmice, zgodbice, šege, iz ene ogromne skrinje, kjer je neizmerno veliko bogastva. Že tega se moramo zavedati, da imamo mi Slovenci neizmerno veliko bogastva ljudske dediščine. No, ker je to tako velika količina, bomo mi danes se omejili samo na pesmice, pripovedi pa šege recimo, pa na 3 najpomembnejše elemente našega ljudskega izročila. To je voda, les in kruh. Zdaj pa še to, mi smo si dali naslov Slovenska ljudska dediščina v dediščini in doti. Pomeni, da se bomo ozirali nazaj v preteklost, v dediščino, pa ne bomo pozabili pri tem na prihodnost, kaj vse nam to kot dota pomeni. No, pa če gremo recimo, začnimo s pesmicami. Poglejmo, eno je zdaj pa spet, eno je vedenje, eno je zavedanje. Mi vsi na primer vemo, da smo v votlini divjih bab našli najstarejše glasbilo na svetu. To vsi vemo. Ampak da se mi zavedamo, da je 60 000 let na naši deželi odmeva melodija, da so egipčanske piramide stare 5-6 tisoč let, naša piščal pa 60 000. Pomembnosti te piščalje se zavedamo, da je Ljoben Dimkarovski, so imeli na Japonskem eno svetovno srečanje arheomuzikologov, pa je on na to piščal zaigral evropsko himno. No, zdaj pa gremo mi k ljudski pesmici. Mi imamo 10 000 ljudskih pesmi, 10 000. Samo doktor Karl Štrekelj je od začetku prejšnjega stoletja, samo v njegovi izdaji je skoraj 10 000 pesmi. Koliko jih danes izgubljamo, ko od nas odhaja stari rod, zadnji rod slovenske starosvetne vasi. Ampak gremo pa mi danes na pot po naši ljubi deželi s pesmico. Poglejmo, ljudska pesem zraste iz zemlje. Na Gorenjska je poskočna, Gorenjska vsa skače. Skačejo gore, skačejo doline, gori, doli, skačejo slapovi, skače polka, skače valček, židana marela, skačejo barve, skače pesem. Jaz pa pojdem na Gorenjsko, jaz pa pojdem na Gorenjsko, skače. Potem pa greš čez gorato Koroško, po Koroškem, po Kranjskem že ajda zori spet skače. Prideš na ravno štajersko deželo. Počasna Mura, počasna Drava, ravno polje. Pojdem na Štajersko gledat, kaj delajo ljubice 3. Je ravna, počasna pesem. Pol vesela Gorenjska, hribčki gori, doli, vinogradi. En hribček bom kupil, bom trte sadil. Prideš v Belo krajino, bela breza, bela krajina, belo platno, bela hiša. Tam lepanka kolo vodi, že Krko, valovito kolo, tako kot Krka, tako kot Lahinja reke. Potem greš proti morju, barčica po morju plava, čutiš valovanje morja. Ta ljudska pesem je silno elementarna, iz pokrajine izhaja. Pejmo v pripovedi, a se mi zavedamo, da lahko iz ljudskih pripovedi, iz tisočerih ljudskih pripovedi sestavimo zgodovino naše dežele. No, ne bomo to imenovali kot zgodovina, da ne bojo znanstveniki kaj slabe volje, bomo pa rekli ljudska kronika. Sam poglejmo, res pa je, da imamo mi 2 zgodovini. Ena je tista šolska, vse točni podatki, vse štima, kdaj pa kje pa kako pa kdaj pa zakaj.
v ljudski pripovedi ni nobene točnosti. Ta je šla pripoved iz nepismenega deda na nepismenega vnuka, vsa mesta so zamenjana, vse imena so zamenjana, samo verjami pa vsebino. Pri Šolski kroniki imaš točne podatke, nikdar pa ne veš, kaj je minister Gregor velel zapisati ali pa ne zapisati. Pri Ljudski kroniki, ki pa niso točni podatki, je pa vsebina točna. Pa vedno v vsaki ljudski pripovedi je resnica, dajmo se mi tega zavedati. Vedno je resnica v neko zrno, pa če je še tako neverjetno, velikan Hrust je naredil Šmarno goro. Kje pa je tukaj resnica? Resnica je v ljudski logiki. Ja, veliko goro naredi velikan, pa češ kaj bolj pametnega povedati. Ali pa boš našel resnico v neki želji, v neki veri, koliko je pomagala živeti našemu ljudstvu ljudska pripoved. Pomislimo, da tako težko zgodovino, 1000 let Lačanstva, 300 let Turkov, 400 let kmečkih puntov, vse kuge, lakote, drug mu je lahko rekel, poglej, saj veš, kdo je tamle v gori peci. Če bi bilo zelo hudo, bi bil on zdaj že tukaj. Bomo, vse smo preživeli, pa bomo. Ta večno upanje, ta ganljiva želja, da imamo tam spečega vladarja, res se mu brada ovija okrog kamnite mize, ampak tam je. In toliko dragocenosti v teh ljudskih pripovedi, pa ne smemo misliti, da ljudstvo ni verovalo v vse to. Tja 1000 let po zmagi krščanstva nad poganstvom so bili naši gozdovi polni vil, škratov, povodnih mož. To so bili sovaščani in so pomagali vaščanom. Ja, ena mati, ko je šla na polje, doma je pustila 5 otrok, je rekla, da ne bo šel kdo k vodi, ker ga bo povodni mož not potegnil. Ja, ta povodni mož je tej materi pomagal. Veliko bolj brez skrbi je šla na polje, ker je vedela, če bojo otroci oslarije delali, k vodi pa ne bojo šli. Ti, moja ljuba hčerkica, nikar ne obračaj na fante oči. Ne zato, ker sem jaz tečna mati, ampak lahko se ti to zgodi, kot se je Šeferjevi Urški v Ljubljani, saj veš, kaj je bilo, a ne? Še 3-krat sta se na bregu zavila, plesajo v valove, šumeče planila. No, ona ni to povedala s Prešernovimi verzi, ampak verjela je v to in je pomagala pri vzgoji otroka. Da ne govorimo o šegah, pa smo spet pri vedenju, pa pri zavedanju. Ja, če bi rada današnja Evropa videla Evropo izpred 5000 let, ne pridejo k nam pogledati. Pri nas so žive šege, še danes žive šege iz časov evropske pradavnine. Se Evropa je bila vendar skupni jezikovni in skupni kulturni prostor. Vsi jeziki evropski so izhajajo iz indoevropskih korenin. Tudi ta kulturno, sonce je bil najvišje božanstvo. Pri nas so žive šege, poglejmo, še 89. leta, zdaj, pred 30 leti, so pod Korenu fantje Pehtro babo jagali. To pomeni, Pehtra baba je starka zima. Starka zima. Ti enega Evropejca, katergakoli, reči Nemca, Francoza, Angleža, vprašaš, nariši zimo, narišijo. Ne zimsko obhajen, zimo nariši. Starko bo šel risati. V praspominu imamo mi starko zimo. Pri nas je bila ta starka zima, Pehtra baba, še živa. Taka kot zima, ali je dobra zima, ali je huda. Kaj pa kurent naredi? Tako zelo je strašen, da se ga zima ustraši in se potem po pustu ne upa več nazaj priti. In ta strašni kurent je seveda pogumni borec proti zimi. Pomlad nam prinese kdo? Zeleni Jurij. Zeleni Jurij je bog pomladi, vesnik. In ta nam še danes, ta obred zelenega Jurija je poganski obred, imaš živega boga, kot ta deček, pa imaš potem drevesno božanstvo. Ja, se mi vsega tega zavedamo, da smo 1000 let ohranili žive šege vse do danes.
No, ko smo govorili o treh elementih, voda, les in pa kruh. To so tako bogato izročilo, iz teh treh elementov. Voda, les in kruh, so spremljali našega človeka od rojstva do smrti. Rodil se je v leseni zibelki, odšel v leseni krsti. Ko se rodiš, te z žegnano vodo krstijo, na koncu na parah pa še malo poškropijo žegnano vodo. Potem kruh. O izročilu kruha, o žlahtnosti kruha, neizmerna dediščina. Pa spet, od krstne pogače pa do, no, če gremo od začetka do konca življenja, pa do kruha ob sedmini, ali pa takrat, ko so po vasi hodili domači povedat, da je oče umrl in so kos kruha dali tisti hiši. No, spet, pri nas je šeg samo zato toliko tisoč, ker je vsaka vas ima svoj glas. Vsaka vas ima svoj glas, to je dobesedno res. Da je to res, sem se naučila, ko sem 30 let hodila po naši ljubi domovini, od vrtcev do šol, društev. Največ sem se pa naučila v domovih za ostarele. Tam imam pa jaz vedno svinčnik, pa sam pišem, kolikor moram si zapisati. Poglejmo, zdaj pa gremo nazaj k vodi, recimo. Poglejmo, voda kot najstarejši kažipot. Vse najstarejše poti grejo ob vodi. Mi, no, ko smo tukaj na enem križišču, recimo Jantarske poti, Baltik, Jadran, pa imaš pa Črnomorje, Jadran. Točno tukaj, kjer smo mi danes, je bilo to križišče. Ampak je šlo skozi ob vodah. Vode so, smo rekli, kažipot. Vode so prebivališče bajnih bitij. Povodni možje, vile, kje živijo, koliko vil imamo, ogromen, imamo rečne vile, imamo jezerske vile, imamo v podzemnih jamah vile, imamo gorske vile, ki v gorah, tam, kjer so beli oblaki, tam so one plesale s svojimi belimi oblačili. Jama Vilenica vzemimo, ne, pri Sežani. Ja, dejansko po zimi, ko je bolj toplo v jami kot zunaj, se naredi tista meglica, seveda v tisti meglici so plesale te bele vile. Ob jezerskih meglicah, da ne govorimo o prisotnosti vil, o pohorskih vilah, o gorjanskih vilah, koliko moralnih vrednot je v teh pripovedkah. Ta dobrosrčni pastirček, ko je dal vilam mleko, so one mu povrnile, dobro se z dobrim plača, slabo se slabim plača, kakšno dragoceno sporočilo. Poglejmo les, pa smo spet, dajmo vedenje pa zavedanje. No, bi modernim, mogoče gospodarstvenikom malce potrkali. Oni sklepajo posle, potem pa pelje svojega poslovnega partnerja na eno kosilo, recimo. Pa naj mu z avta pokaže, recimo, kozolec toplar. A se mi zavedamo, da je to svetovna špica ljudske gradnje. Da je kozolec toplar naredil nepismen gradbenik. No, ne eden. To so izkušnje stoletij. Ampak kozolca tudi potres ne podre. Da tisto konstrukcijo kozolca toplarja ne gre računati, en lesni inženir rekel, da ne more boljše zračunati, bolj trdne gradnje. Da ne govorimo o sami organizaciji gradnje. Da je en vaški mojster naredil 4 stranice, potem vse vaške fante postavil vsakega na svoje mesto, pa je rekel ho, ruk. In so te 4 stranice padle skupaj za naslednjih 400 let. Po 400 let stoji tako, brez enega žebla. To so leseni čepki. Koliko je znanja, kdaj se les seka, to je točno vedel, kdaj je polna luna, kdaj je prazna, to gre za neko ogromno znanje. Kako so sušili ta les, da je najprej ga ležal na tleh, da je še potem rastel toliko časa, da se je tisti sok
A mi to spoštujemo danes? Ali visijo na kozolcih reklame za trgovine? A spoštujemo to kot en višek tehničnega znanja? A gremo v muzej Bistra pogledat, kakšna tehnična čuda so lesne žage, mlini, kakšen mehanizem je na mlinu, delo neukega, nepismenega slovenskega kmeta. No, pa če smo že pri lesu, Panska končnica, svetovni višek ljudskega slikarstva. A je še kje kakšen narod, ki bi na 600 motivih, lesenih deščicah narisal svojo zgodovino, pobožnost, nagajivost, gre za... Ampak mi to vse vemo, pa nič več kot to. Ko smo govorili, da imamo s piščaljo iz divjih bab najstarejše glasbilo na svetu, ne smemo pozabiti, da imamo v lesu najstarejše vozilo na svetu. Kakšne poznavalce lesa imamo, da je 40 000 let stara recimo os na puščici, najdena tudi v Barju, ampak narejena je iz tise. Danes moderne tovarne športnega orodja delajo loke iz tise. Da je recimo kamenodobni naš tlele mostiščar iz Barja naredil najstarejše kolo na svetu. To je najstarejše vozilo na svetu. Tako je, kot so danes naši avtomobili. Kaj so avtomobili? 2 kolesa, ima pa os vmes. Točno to je naredil ta kamenodobni mojster, ki je med 2 kolesa dal os. Danes ti kozolci, ko so tudi taka umetnina, je točno vedel, kdaj bo uporabil hrast, kdaj jesen. To gre za neko ogromno znanje. In dajmo se tudi tega zavedati, pa znati ceniti in spoštovati. Poglejmo kruh. Kruh je ena ganljiva umetnost. Koliko čarov je v kruhu. No, glejmo, zdaj smo december mesec, bliža se Božič. Božična miza, to je bil oltar v staroslovenski domačiji. Točno, ampak od kraja do kraja različno. Natančno si moral vedeti, kaj je v tvoji vasi predpisano. Gospodinja je to vsaka vedela. Da mora biti tam voda, zato da jo bo ne preveč, ne premalo, v naslednjem letu ne sme biti ne suša, ne poplava, pa golida z mlekom, zato da bojo krave nesle, pa mora biti semensko žito, zato da bo dobra letina, pa mora biti roženkranc, zato da bo pobožnost v hiši. Zdaj pa kruh. Kruh je imel pa toliko čarodejnih moči, božični kruh. Zdaj pa spet različno. Po nekaterih vaseh so spekli en kruh, pa so ga rezali za 3 božiče. Se reče na svet večer, na silvestrov večer, pa večer pred svetimi 3 kralji. In potem vsak član družine je dobil en košček. Tudi piščanček, tudi putka, tudi prašiček, vsak član družine je dobil en košček tega svetega kruha. No, potem očka je dal otrokom, tako visoko je držal tisti košček, otrok je skočil in je potem zrasel tako velik, že s tem načinom, kako ga je dobil. Če si zataknil košček kruha za kljuko, si coper odganjal. Če ga je dal semensko žito, je bila dobra letina. No, vzemo pa dražgoško dekle, ki je pa, če je tako verjelo, da če je ta kruh prinese in zdravje in srečo in dobro letino, bo pa še mojega Janeza za mene vnel. No, in potem je naredila dražgoški krajček, še danes moramo vedeti, koliko starih čarov nosi v sebi ta dražgoški krajček, in ga je potem na večer pred svetimi kralji dala svojemu fantu, ki ga je rada imela. Ona mu je na ta način povedala, da ga ima rada. Slovensko dekle ni imelo nobene možnosti, da bi rekla fantu, da ga ima rada. To je bilo izven naših navad.
Dražgoški krajček je ljubezensko pisance, pa pisanica belokranjska. Ona je belokranjsko pisanico je naredila, deklica, tako lepo je napisala svojo ljubezen na tisto pisanico in ga je na ponedeljek velikonočni dala fantu in v kolu so plesali Birejanka, Birejanka, koga tebi drago, samo ne moj, koga nimaš rada, sad se vidi, sad se zna, koga ona rada ima. Ona je povedala in če se vzame, to je vse, kar je lahko naredila. Pa so starši povedali, kateri grunti ne pašejo bajtam in katere bajte ne pašejo gruntom. Ampak v domovih za ostarele pa najdeš babico, staro starkico, pa mi je še pokazala tisto pisanico, rekla, veste, vedo je pa le. Da kar srce te zaboli, ko veš, da kaj je do fanta, ki ga je imela rada, lahko naredila, da mu je nekega davnega velikonočnega ponedeljka dala pisanico, pa da je 2 minute z njim plesala, drugega ni mogla narediti. Sem šla pa že čez miro. No, zdaj pa, da ne bomo pozabili na današnji čas, poglejmo, kaj vse to dota vsega tega. No, jaz sem ena stara učiteljica, ki je preživela neskončno lepih ur med otroci, kaj vse otrokom pomeni pravljica, kaj pomeni pripoved. Neskončno je narobe, da je današnja šola, današnji učni programi so tako zelo odstranili ljudsko pripoved in ljudsko dediščino, da je to neodpustljivo. Če so meni recimo nagajali v razredu, sem rekla, ja, bo zmanjkalo časa, zadnjih 5 minut smo mi imeli rezerviranih za eno ljudsko pripoved, zapeli smo ljudsko pesmico. So začeli en drugega butati tih bot. Niso želeli, da bi izgubili pripovedko. Kaj je slovenska ljudska pripovedka za šolstvo, za vzgojo otroka? Otroku reči priden bod, pa tih bod, nesmiselno to govoriti. Mene 3-letna hčerkica rekla, babica, kdaj sem pa pridna? Sem se sedla. A je pridna takrat, ko je, ali pridna takrat, ko se spi, ali pridna takrat, ko se zbudi. Ampak če mu pa rečeš, poglej tale škrat, kako je bil dober, kako je pomagal rudarju, kako je vila prinesla prejo. Torej, neverjetne vzgojne momente ima pripoved. Potem vzemo v turizem. No, če smem biti malce res osebna, mogoče za mene osebno, ko je bilo spodbudno, kako vidiš, kako tuji turisti sprejemajo naše ljudske pripovedi. No, pred leti, ne vem, mogoče 10 ali pa še več, so imeli makroekonomisti na Bledu svetovni kongres. No, in cel teden je trajalo tisto, no, in v soboto me pa kliče med organizatorkami, sem imela eno prijateljico, je rekla, prav tako smo že vsi trudni, šli bomo narazen, kot cunja, je rekla, naporen je bil ta teden. Prav, imaš kakšno idejo? Sem rekla, da je skrajšaj današnji program, pa avtobus naroč, pa pel druščino Ajdovsko deklico pogledati na Vršič, pa povab me, da bom pol ure prej povedala o Ajdovski deklici. No, zmenjeno. Čez 1 uro sem bila jaz na Bledu, pridem tam v dvorano in začnem, kako so vile Bled naredile. No, jaz so me tako čudno gledali, ker sem mi rekla, naj nič jim ne pove. Oni so, po vseh tistih njihovih učenostih je pol ena stara mama prišla, tako kot jaz, pa začela tam, kako je bilo once upon a time, kako so vile. Ampak potem sem rekla, no, saj, da gore so nam naredili velikani, kako so bili veliki, boste videli čez pol ure, eno velikanko, ki je pa okamnela. Potem so že tako malo bolj, niso vedeli več, kaj res pa kaj ne. Ampak zvečer je ona mene klicala z Vršiča dol in rekla, prav poslušaj, večerno sonce se je uprlo Ajdovsko deklico. Tukaj stojimo ne očarani, začarani. Je rekla, nobeni trudni, nobeni zmatran, pravi, da imamo najbolj pravlično in najlepšo deželo in bojo vsi s svojimi familijami prišli k nam. Prav, ampak a veš, kaj pa delamo? Kaj pa delate?
je rekla: "Po Vršiču iščemo žlebove, ki jih je Zlatorog razril z zlatimi rogovi." Ke sem jim povedala, kako je Zlatorog razril. In sem si tako je bilo tudi za mene to vzpodbudno. Makroekonomisti so gotovo eni razumski ljudje, bom rekla, pa ga očara ena ljudska pripoved. Pa ko mu poveš za današnji čas, poglejmo ta trenutek, ko sta si stala nasproti, Trentar pa Zlatorog. Trentar, smrtnik, ki hoče dobiti zaklad, pa Zlatorog je narava, simbol narave, narava je ranljiva, je pa nesmrtna. Ta trenutek traja še danes. Ko že govorimo o šolstvu, resnično je neodpustljivo, da je šola toliko premalo da lepega, domačega, domačih vsebin. Ampak mi smo danes odrasli in smo vključeni v to izobraževanje odraslih. Dajmo se zavedati, koliko ogromno lahko mi odrasli naredimo. Da nadomestimo ta primanjkljaj šolstva, ampak poglejmo, mi odrasli smo vsi, ali smo mame, ali smo stare mame, ali smo očeti, ali dedke, ali koliko lahko mi damo. In tudi to je naša dolžnost. Poglejmo, vse ta izročila so šle od dedka na sina, od sina na vnuka, in to je pa danes naša dolžnost. In resnično, če že hočemo neko opravičilo mladim, ki so zares zelo zaposleni s službami, mi odrasli oziroma celo, če smo že v pokoju, pa imamo res 70 otrokov, pa še nekaj. Ne reči: "Imam posluh, nimam posluha", to ne smeš reči, niti ne smeš misliti. Poglejmo, kaj je ljudska pesem. Ljudska pesem je pesem, ki je ljudstvo pozabilo avtorja. Kdo pa je napisal Na planincah? Ne vemo. Vemo samo to, da ni imel glasbene akademije. In da je zapel en veseli pastirček, je zapel Na planincah, prišel en Ribenčan mimo, je slišal, mogoče ni čisto ravno tako, v sosednji vasi potem zapel. To je čar ljudske pesmi, tudi v tem, da pač nima originala in kaj je res prav, pa kaj ni prav, tudi ne veš. No, tako da res mi odrasli imamo veliko dolžnost in izobraževanje odraslih je neka čudovita prednost današnjega časa, ki jo ne smemo pozabiti. No, koliko modrosti je v vseh teh starih ljudskih pripovedih, tako da se moramo zavedati, kakšno dragocenost imamo in tudi poglejmo za industrijo, kulturni marketing, pa saj enkrat bo konec teh mega plakatov, saj to ne more iti, saj iz avtoceste več ven ne vidiš. Če pa bo se tekstilna industrija je zrasla iz vaških predic, iz znanja vaških tkalcev. Težka industrija je zrasla iz vaških kovačij, saj ni z Marsa dol padla. In če se ozreš nazaj, da tekstilc pokaže na kolovrat, na začetek svojega znanja, je to neko žlahtno znanje. No, z velikim spoštovanjem moramo se ozirati nazaj na znanje naših dedov in to znanje vgrajevati v naše vsakdanje življenje in bomo naredili nekaj lepega. Še kakšno pesmico bomo zraven zapeli, bomo pa še dobre volje postali. Tako da lepa hvala za pozornost.